Pozdravljeni! Pred vami je drugi prispevek iz serije o veliki nagradi Madžarske 2020, tisti pred kvalifikacijami. Z vsem tistim, kar bomo izvedeli v prvem in drugem prostem treningu, bomo skušali nekako skupaj razumeti razmerje moči in kaj lahko pričakujemo na sobotnih kvalifikacijah. Še predtem si bomo malce ogledali razmere na progi, kako zanimivost in tiste tehnične novosti, ki so jih ekipe pripravile za to dirko. Na začetku se bomo za trenutek ustavili pri vremenskih razmerah. Tista napoved, ki je bila dana v uvodu, je bila nekako skupek vsega, kar sem lahko imel na razpolago, in videli smo, da tisti skupek več ali manj drži. Sicer je izjemno težko napovedati, ali bo začelo deževati pred kvalifikacijami, med kvalifikacijami ali po kvalifikacijah, ampak vseeno videli smo izjemno sprejemljivo vreme. In kar je bolj pomembno, videli smo tudi izjemno nizke temperature za ta letni čas na Madžarskem. In če pogledamo računalniško simulacijo, vidimo, da v naslednjih dneh ne moremo z gotovostjo napovedati, kaj se bo zgodilo. Vidimo, da nevihte so možne, kot je bilo napovedano. Kdaj bodo prišle točno na dirkališče, pa težko napovedati. Rahlo drugačne slike od tiste, kar smo videli na veliki nagradi Štajerske, naprimer. A pojdimo naprej. Zaradi zelene proge, to se pravi zaradi majhne količine gume na asfaltu in nizkih temperatur, se je na nekaterih bolidih začel pojavljati graining ali zrnjenje. In vidimo na teh dveh aktualnih posnetkih, kako to izgleda. Ukolikor koga od vas zanima kaj več o tem, kaj ta pojav je, imam starejši posnetek, kjer to razlagam. Bližnjica, kot ponavadi, je v opisu in tudi drugi pojavi so narejeni. Napravil sem manjšo serijo. A pustimo zdaj to, pojdimo najprej k tistemu, kar verjetno vseh vas najbolj zanima, tehnične novosti za veliko nagrado Madžarske. Ni bilo na začetku za pričakovati kakih revolucionarnih novosti, kajti gre za tretjo dirko v praktično 3 zaporednih vikendih. Ekipe fizično niso imeli dosti časa pripraviti kaj revolucionarnega, ampak vseeno imamo kar nekaj zanimivih posnetkov. In prva zadeva, katera se meni osebno zdi izjemno zanimiva, je ta, da naprimer pri ekipi Red Bull preizkušajo vzporedno stare in nove rešitve, katere smo videli naprimer na veliki nagradi Štajerske. Če primerjamo posnetek bolida Aleksandra Albona, kjer vidimo starodno in staro bočno ploščo zadnjega stabilizatorja, primerjamo s tistim, kar smo videli pri Maxu Verstappenu z novim tipom dna in novo bočno ploščo, vidimo, da niso pravzaprav prepričani, katera rešitev je boljša. Še več, imamo drugi zanimiv posnetek bočne plošče pri ekipi Red Bull, kjer vidimo, da so praktično odstranili del tistih, spiralnih usmernikov, kateri so bili tako podobni onim pri ekipi Haas. Kar je tudi zanimivo pri ekipi Red Bull, je to, da vidimo tisti stari koncept nosnega konusa. Kam je zginil tisti novi, ni jasno, morda ga bomo še videli, a vseeno stari ni še za v staro šaro, če mi je dovoljena ta izbira besed. Če pogledamo, kaj se dogaja pri skuderiji Ferrari, dokaj podobna zadeva. Spomnimo se, da na veliki nagradi Štajerske so predstavili tisti nov aerodinamični paket, kateri je bil namenjen tu na veliki nagradi Madžarske. In videli smo tisti nov prednji aerodinamični profil z bočno ploščo. A sedaj na stojalu, preden so praktično sestavili bolide za prvi prosti trening, smo videli obe varianti, ampak praktično pomešani. Namreč tisti prednji aerodinamični pomožni profili z malo višjim koncem so bili montirani na tisto bočno ploščo, katera je bila starega koncepta, to vidimo na teh dveh prednjih profilih.
Na tistem zadnjem, če ste malce bolj pozorni in malce bom tudi povečal tisti konec, boste videli pa tisti nov koncept, tisti praktično nov tip te bočne plošče s tistim malce bolj ostrim zavihkom, a star koncept pomožnih profilov, tisti, ki so malce ožji proti koncu. In če pogledamo, kaj je imel na prostem treningu, naprimer Charles Leclerc, bomo videli, vsaj tako je moje mnenje, da je uporabljal kompletno star tip prednjega aerodinamičnega profila v vseh elementih. Preizkušajo, kako deluje določene element, kakšne spremembe so, če zamenjajo samo eno podrobnost, naprimer. In to je tudi namen prostih treningov. A da ne boste mislili, imamo tudi zanimivo tehnično novost in to pri ekipi Mercedes. Preizkušali so jo že, da sem iskren, na prostih treningih v Avstriji, a tu bomo videli, da ima njihov zadnji aerodinamični stabilizator dva nosilca in ne enega, kot smo videli na obeh dirkah v Avstriji. Razlika in zakaj je prišlo do tega? Ja, verjetno zaradi tipologije proge je potrebno imeti profil z večjim aerodinamičnim oprijemom, kar posledično pomeni večjo silo, katera pritiska dol na menjalnik. In ukolikor bi imeli samo en nosilec, je možno, da bi se ta lahko celo zlomil pod to veliko silo, katero generira aerodinamični profil. In zato vidimo tu, da so izbrali to rešitev z dvema, katera je pa izjemno pogosta pri vseh ostalih ekipah. In seveda, če boste kje prebirali, da imajo ekipe nove aerodinamične profile, predvsem zadnje, ne bodite preveč navdušeni. Namreč proga na Hungaroringu, kot sem že povedal, je bistveno drugačna od tiste, ki smo jo videli na Red Bull Ringu. Tak tip aerodinamičnega profila je nekako samo po sebi umeven tu. Zato ne gre za tehnično novost, ampak za programiran aerodinamični paket. Sedaj sledi tista analiza razmerja moči, da bomo bolje razumeli, kaj lahko pričakujemo od kvalifikacij za veliko nagrado Madžarske. In če se spomnite mojega uvodnega prispevka, sem popolnoma zadev vremensko napoved. A žal, zadev sem jo v najmanj primernem trenutku. Namreč drugi prosti trening je tisti del dirkaškega vikenda, kjer ekipe preizkušajo tako simulacijo kvalifikacij, kajti v petek se prosti trening odvija v istem časovnem razmiku kot kvalifikacija, nato v soboto kot tisti ritem za nedeljsko dirko. Tokrat je tako lilo, da nismo videli ne enega in ne drugega. Sicer imajo na razpolago še tretji prosti trening, za ritem me ne skrbi, a za kvalifikacije bomo videli, kaj bodo prinesle. Vseeno iz tistega, kar je bilo razvidno, se da marsikaj razbrati. A preden začnemo s tem, še lepa zanimivost. Namreč vse bolide zaradi deževnih razmer so dvignili od tal, take nastavitve so izbrali pri ekipah, zato da bi nekako preprečili tisti aquaplaning med ravnim dnom in seveda asfaltom, kateri ima tisti vodni stolpec. In vidimo tu bolid ekipe Alfa Tauri, kak kot ravnega dna nad asfaltom ima kot ali rake, kot se tudi reče v angleščini. Zato vidimo približno to vrednost malo lepše kot ponavadi. A spustimo se na analizo razmerja moči. Namreč tudi tisti prvi prosti trening ni pravi pokazatelj. Namreč, če pogledamo, na kakih pneumatikah sta bila tako Sebastian Vettel in Charles Leclerc, vidimo, da tistih najmehkejših nista uporabljala. In tudi prvi prosti trening ponavadi ni zajemati za neko absolutno resnico. A vseeno, to, da je Sebastian Vettel dosegel najboljši čas na drugem razmočenem prostem treningu, ne pomeni, da Ferrari je kar naenkrat postal konkurenčen. Naj vas spomnim, proga je bila tako razmočena, da so lahko vozniki uporabljali samo tisto pneumatiko z modrim napisom Full Wet. Kadar so poskušali s tisto z zelenim napisom Intermediate, ni šlo. Vsi niti niso dosegli kakega relevantnega časa, verjetno tudi niso hoteli po nepotrebnem poškodovati bolidov in to je razumljivo. Zato ta najboljši čas Sebastiana Vettla v drugem prostem treningu je bolj prestižna zadeva.
a vseeno nam pokaže njegovo izkušenost, njegov talent, njegov občutek. Bistveno je bil hitrejši kot njegov moštveni kolega, Charles Leclerc. Zakaj on ni bil hitrejši? Pač razlogov je nešteto, nekatere sem že naštel, a vseeno bila sta na progi približno v enakih trenutkih, tako da se tudi vidi, da Sebastian Vettel kljub mnogim kritikam ni za staro šaro in se ne vrti kot za šalo, čeprav mnogi to trdijo. Vsaj na drugem prostem treningu velike nagrade Madžarske se ni. A ne smemo pozabiti, da Valtteri Bottas na drugem mestu pravzaprav ni imel velikega zaostanka. Ne vem sicer v tistem trenutku, ko je Bottas postavil svoj čas, ali je deževalo bolj, manj ali prav toliko kot v tistem trenutku, ko je čas postavil Sebastian Vettel. Ampak vseeno. Mislim, da bi bilo pretirano trditi, da kar naenkrat Mercedes ni favorit za pole position na veliki nagradi Madžarske. Ukolikor gledamo tisto, kar se je zgodilo v prejšnjih sezonah, ukolikor upoštevamo tisti koncept bolida, ki so ga izbrali, mislim, da je tu stvar jasna. Tudi rezultat prvega prostega treninga nam to potrjuje. Seveda, veliko vprašanje je okrog ekipe Red Bull. Namreč prav ta sprememba nastavitve je bila lahko dovolj, da je bolid ekipe Red Bull izgubil malo tistega ravnotežja. Izgleda, da je izjemno učinkovit, izjemno ekstremen in vsaka malenkost lahko vpliva na določene parametre v bolidu. Max Verstappen s tako dvignjenim bolidom izgleda, da ni mogel odpeljati dobrega kroga. Bolid je bil neuravnotežen, vse tak občutek sem dobil jaz, ali so mogoče izbrali napačen trenutek za iti na progo, ko je preveč deževalo. Ne vem, nisem tam. A vseeno ena izmed faktorjev, katerega moramo imeti pod kontrolo. Pri ekipi Racing Point so pokazali, da tudi v dežju so hitri. Niso tako hitri, da bi ogrožali tiste najboljše, a so bistveno bolj hitri od tistega, kar so pokazali na veliki nagradi Štajerske. In zopet ena majhna potrditev tiste teorije, da so na kvalifikacijah za veliko nagrado Štajerske izbrali neko vmesno pot pri nastavitvah, tako da bi bila solidna na dežnih kvalifikacijah, a bistveno hitrejša na suhi progi, na dirki. In to imejmo v podzavesti. Tudi pri McLarenu in Renaultu so pokazali, da niso v kakih velikih težavah, zato lahko pričakujemo na kvalifikacijah približno, vsaj taka je moja napoved, naslednje razmerje moči. Mercedes kot tiste najboljše, ukolikor bi se zgodilo kaj drugega, bi bilo po mojem osebnem mnenju presenečenje. Z njimi seveda Red Bull, ukolikor ne bo kakega zunanjega dejavnika in tu mislim na vreme. Na to imamo zopet tisto skupino, katero sem že dostikrat omenil, McLaren, Renault, Racing Point in seveda Ferrari, kjer je lahko vsakdo izmed njih tretji ali šesti. Ferrari me iskreno povedano malce skrbi, kajti lani so bili v velikih težavah na dirki. In tudi letos s tistim aerodinamičnim paketom, katerega so prinesli dirko prezgodaj, mislim, da bistveno niso popravili situacije. A videli bomo, kako se bodo kvalificirali. A ne bi bil presenečen, če bi bili tretji, ampak tudi ne bi bil preveč presenečen, če bi bili šesti. Videli bomo na samih kvalifikacijah. Na to tisti preostali, pri katerih res nisem videl dovolj, da bi lahko karkoli rekel. Kot ponavadi bom tudi tokrat na kanalu Facebook Bečers Way imel v živo komentar kvalifikacij, vabljeni, da se mi pridružite, kjer so tudi zaželena vaša vprašanja, vaše pripombe in karkoli imate za dodati. Seveda začel bom 15 minut pred začetkom samih kvalifikacij, to se pravi 14:45, in v teh 15 minutah bom skušal obdelati še vse tiste zadnje novice, katere so pomembne za razumevanje kvalifikacij. Po kvalifikacijah bo pa sledil prispevek, kot običajno tisti zadnji briefing, kjer bomo imeli rezultate in seveda tisti ritem, ter tako bom skušal napovedati, kaj lahko pričakujemo od nedeljske velike nagrade Madžarske in tako vam dati
nek pogled, neko pomoč, kaj lahko od same dirke pričakujete. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.